Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Naj takoj povem, da je bila 18. novembra ob 5. uri popoldne v športni dvorani v Cerkljah odprta zanimiva razstava. Odprl jo je sam župan občine Cerklje, gospod Franc Čebulj. Samega odprtja razstave se je udeležilo kar precej obiskovalcev. Med obiskovalci sem opazil tudi župana občine Jezersko, Milana Kocjana, pa tudi nekatere druge znane obraze, če tako rečem. Lahko bi rekel, da je malo razstav, malo prireditev, ki bi jih odpirali župani. Še manj je pa razstav, ki bi si jih v dobrih dveh dneh ogledalo kar precej več kot 1000 obiskovalcev. No, ta razstava, ki je bila v Cerkljah, je imela naslov Advent v steklu, njen avtor pa je gospod Marjan Česan. Pozdravljeni, Marjan. Dober dan. Vesel sem, da sva se pravzaprav srečala tudi takole. Ja, Razstava je mimo. tako je. Morda bi lahko takole rekel, da je škoda pravzaprav, da se je tako hitro končala, da je bila samo 2 dneva. Niste prej, ko ste jo pripravljali, razmišljali, da bi jo morda imeli dlje časa v športni dvorani? Ne, nisem predvideval, da bo tolikšno zanimanje za to razstavo. Če bi vedel, da bo tolikšno zanimanje, se siguren z gospodom županom dogovorila za večji termin. No, jaz moram reči, da ko sem si to razstavo po samem odprtju že v petek, še posebej pa v nedeljo, ko sem si jo ogledal, da sem nehote na glas razmišljal, kako lepo, kako zanimivo in škoda, da pravzaprav ni najbrž tukaj nikogar, ki je blizu ljubljanske škofije ali pa koga drugega, kajti ta razstava pravzaprav sodi v Rim. Lahko rečem, da v svoji praksi profesionalni, da sem videl veliko razstav, po Gorenjskem predvsem, da pa tako zanimive razstave, kot je ta na temo Adventa, do zdaj še nisem videl. Posnel sem, recimo tudi sam se spomnim, pred kakšnim desetletjem, veliko zanimivih in zares lepih jaslic. Kar zadeva pa Advent, pa lahko rečem, da razen adventnega venčka, ki več ni bilo videti. Zadnje čase o tem cvetličarji imajo različnejše aranžmaje, dočim pa nekaj so na to temo delali učenci osnovne šole oziroma podružnične šole v Besnici. Marjan, vaša razstava, ki ima okrog 150 eksponatov, je pravzaprav neka posebnost. Dajte nam povedati, kako pravzaprav ste prišel na to idejo oziroma a ste kaj tega že videl ali ste se čisto sam nekako odločil za to? Ne, popolnoma sam. Ko sem začel izdelovati steklene izdelke, sem videl izdelke z dodatkom raznih materialov. Prvič sem videl, da sem naredil čisto domači aranžma s sadjem. Čakajte. Ko ste začeli delati steklene izdelke? Izdelke, ja. To se pravi, da ne delate samo adventne aranžmaje, ampak tudi steklene izdelke. Tudi stekleni izdelki. In kaj ste pa poklical? Vrtnar. Vrtnar. Ja.
No, tam ste mi zaupal med samo razstavo, da ste se po 8-letki z najrazličnejšimi seminarji oziroma tečaji dodatno izobraževal. Tako je, ja. In prišel do vrtnarskega poklica. Tako, ja. Ja. Kako pa je z steklom? Steklo sem se pa začel ukvarjati pred 3 leti. Kot vrtnar sem videl, da ni pravih posod za izdelavo aranžmajev. In pol mi je prišla na misel, kaj če bi probal kakšno izdelek iz stekla napraviti sam. Začel sem razmišljati, kako bi to potekalo, potem sem dobil par informacij, da je to ena posebna peč, da so to treba kalupi, da so razna barvila, da so razni pripomočki. Potem sem pa malo bolj poglobil se v to in naenkrat sem se znašel med prijateljem, ki pravi, kaj če bi šel tu na kakšen tečaj? Sem rekel, bi, zakaj ne? In sem se odločil, eno nedeljo grem na tečaj, naslednji teden sem bil na tečaju. Bil sem 2 dni na tečaju. To je šlo za steklo? Za steklo, ja. Oblikovanje stekla. To poteklo samo 2 dni. In sem se v tistem hipu, ko sem začel izdelovati te steklene izdelke pri tej tovarišici, ki me je učila, tako močno prevzel, da sem naslednji teden že začel dobivati informacijo za peč. Ja. In ste potem nabavili tudi to peč? To peč sem zelo hiter, sem prej kot v 1 mesecu že nabavil. Bila je manjša, po letu in pol pa sem videl, da mi je že premajhna in sem se odločil, da bi nabavil večjo. In kaj se pravzaprav potem v tej peči delal, s to pečjo delal? Prvič sem samo ravne površine topil z raznimi barvili, da sem dobival neke oblike v večjih plasteh stekla. Potem sem se pa začel počasi, kako bi kakšno posodo naredil in sem dobil eno lončarko, ki me je naredila kalupe in sem počasi začel. To je bila nekako osnova k tej razstavi, če bi tako rekla. Tako, ja, to je bila osnova. Ko sem začel delati posode, sem videl, da posoda kot prazna je zelo lepa. Kakšen dodatek je pa, ti pa še poglobi to lepoto. Zaupal ste mi med razstavo, da se je nekak ideja, če bi temu tako rekel, porodila pred letom dni oziroma še prej o adventu. Ja, res je. Ko sem naredil tam 20-30 posod, sem začel razmišljati, da bi šel te posode izdelovati na neko temo. In odločil sem se, kaj če bi naredil advent v steklu. Ker naravni materiali se zelo skladajo s steklom. In potem sem se kar na hitro odločil in sem začel zbirati razne materiale, razne sveče. In na to temo se je pol tako prišlo, da sem šel k gospodu županu, pa sem ga prosil, če bi mi lahko pomagal, če bi mi lahko dal kakšen prostor za to, da bi to izvedel. No, osnova v adventu so 4 sveče. Tako, ja. In razstava, ki je bila v dvorani, tam v tej razstavi je okrog 150 eksponatov. Ja. Vsak eksponat ima za osnovo te 4 sveče, ki so različne barve, različne oblike, vendar dodatki k temu ob steklo, k stekleni posodi so pa zanimivi, ampak naravni materiali, bi rekel, ne? Tako je, ja. Če spoznavaš naravo, vidiš, da narava ti nudi zelo veliko lepega, kar mnogi ne znajo ceniti. In jaz sem to, kar daje narava, sem probal skombinirati s steklom. In to zgleda, da mi je zelo uspelo. Kaj ste vse uporabljali za to razstavo adventa? Kakšne primerke, recimo? Od kamenja, korenin, plodov, storžev,
storžev, Če se ne motim, sem videl tudi kavina zrna. kavina zrna, sladkor v kockah. Vse naravne materijale. Vse naravne materijale. Veliko je tudi takih, sem videl, ki jih pravzaprav, bi rekel, ko je človek v naravi, niti ne opaziš. Točno to, ja. Spomnil sem se na tisti pregovor, da hodiš po gozdu, pa ne vidiš dreves. No in če to z razstavo potem gledam iz tega zornega kota, se mi nehote odpre, saj občutek sem imel tak, da je bila pravzaprav vsak eksponat narejen nekako z dušo. Ampak vendar, ste si, Marjan, vi že naprej zamislil, kaj boste naredil? Ja, ko sem dobil posodo, barvo posode, sem se Ste vedel, kaj bo v tej posodi, kakšen eksponat bo na temo adventa, ali je ta eksponat nastajal kar nekako spontano? To je stajal bolj spontano. Prvič sem se odločal po barvah, da ni bilo zelo kakšne različnih barv noter, da sem šel bolj tudi naravne barve. In tako se je pol začel, ne. In koliko časa ste pripravljali to razstavo, recimo? Pripravljal s posode sem delal 1 leto. Na to, ker sem pa pol izdelal dokončne izdelke, aranžmajev njim, sem pa 14 dni, 3 tedne sem se kar zelo trudil. Vam je družina, ki je pomagala? Zelo, ja, družina, prijatelji, Ja. ki smo se zelo dobro razumeli, tudi imajo zelo veliko idej. Imate ženo, imate... Ženo, 2 hčerke, že vnukinjo. In so vsi sodelovali pri tem? Vsi so sodelovali. Zelo so se potrudili, da mi tudi niso ovirali pri tem delu. Tako da je pol ta razstava začela potekati. No, videl sem na sami razstavi ste imeli knjigo odtisov. Ja, In do nedelje je bila ta knjiga po enem dnevu pravzaprav polna pohval. Lahko bi rekel, da neka razstava v tako kratkem času se ne spomnim, da bi imela toliko pohval, kot jo je dobila prav ta vaša razstava. Verjetno vas je presenetilo to. zelo presenetil. Siguren sem bil, da bo siguren kakšna kritika, a jo nisem doživel. In ta knjiga mi pomeni vse in zagon za naprej. Ker sem že prvi dan, ko sem knjigo prebral, sem se odločil za naslednjo razstavo, ki bo večji prostor bi rad dobil in bi tudi širšo razstavo naredil. Z večjimi eksponati. Že veste, kaj bo predstavljala, torej tudi advent? Tudi advent, isto v steklu, samo razne variante bi bile. In tudi eksponati bi bili neenaki letošnjem. Bi šel z naravo, samo bi še vključeval kakšen drug material noter. Ste dobili, če ni skrivnost oziroma če ni preveč nevljudno, če tako rečem, vprašanje, tudi kaj ponudb oziroma prošenj za odkup vaših eksponatov? Tudi to sem dobil. Ja. Tudi to sem dobil. Dobil sem pa tudi ponudbe iz drugih občin, če bi naslednjo leto pripravil pri drugih občinah. To razstavo? Tako, to razstavo. Da bi bila nekako potujoča? Tako, ja. Ja. Samo prej bi jo bilo treba začeti in se bi to dali izvesti. S pomočjo siguren kakšnih sponzorjev, občin, tako da... Kaj pa sicer, Marjan, počnete? Ne bom rekel prosti čas, verjetno tu je tudi ta razstava, ki ste jo pripravili, nekako bil prosti čas, nekako hobi, če tako rečem, ali kaj drugega tudi vaš hobi? Ne, največ je izdelava stekla, oblikovanje stekla, izdelava aranžmajev z rezanim ocvetjem, suhim ocvetjem, sadjem, kar je v naravi, jaz povežem v eno celoto.
Sodelujete tudi kaj z drugimi vrtnarji, cvetličani? Tudi zelo sodelujemo, smo zelo eni do drugega odkriti, ne skrivamo svojih vrednot, ker jih imamo, tako da se zelo dobro razumemo. Kaj pa pri teh oblikovanju na vašem področju, imate kakšnega vzornika? Ali ste to čist sami opazujete? Zdaj bi težko rekel, ja, da imam vzornika, ker sem se odločil čist en svoj stil, izdelavo tega stekla in na steklu, mislim, da je tudi en svoj trend, da se steklo dobro vidi, da ni preveč materialov gor, ker je steklo isto unikatno in ne bi ga rad pokrival s kakšno stvarjo, s kakšnimi materiali. Zato se je tudi na venčku videla, da je celota se isto videla še v steklu. Kje ste zaposlen? Na servisu za protokolarne storitve Brdo. In tam imate vrtnarjenje? Vrtnarjenje, cvetličarjenje. Ja. Dela dovolj? Dela preveč. Tudi zahtevno se vidi? Zahtevno seveda. Tudi to se vidi najbrž na teh primerkih, ki so bili razstavljeni, da dajejo dušo, tako kot najbrž imate tudi v službi treba te stvari. Sigurno, če nimaš duše za en izdelek ali za delo, potem težko delaš, ne narediš izdelka tako, kot je treba, tako da moraš imeti, vsak del moraš delati z dušo. No, jaz sem prepričan, da je ta razstava vzbudila ne samo zanimanje, ampak da bo tudi ljudje si bodo med seboj povedali, kje so bili, kaj so videli in kako, in če ni skrivnost, če temu tako rečem, se lahko obrnejo na vas. Vsekakor. Z vprašanji, ni problema, nasveti. Ja, sploh ni problema. Kje vas dobijo? Največkrat doma. Doma, v Velesovem? V Velesovem 85, v spodnjem delu hišo, kot mu rečemo, garaža, tako da... Poznajo vas vsi v Velesovem? Siguren, ja, to pa siguren. Občina Celkle. Dobro, Marjan, hvala lepa za predstavitev. No, morda za konec še to, da ste razstavo opremo pravzaprav tudi s sliko. In tudi ta slika je iz stekla. Ja. Vidim, da danes imate tudi tukaj v stanovanju nekaj teh vaših slik. In kaj prej nastajali? Slike ali? Prvo so nastajali stekleni izdelki kot pepelniki, svečniki, sklede. Potem mi pa prišla misel, kaj če bi probal narediti en del slike iz ptičje perspektive. In to sem uporabil svojo službo, ker sem imel eno sliko z ptičje perspektive in sem videl, da so različne barve. In sem probal to narediti. Pa vendar vidim, da so te vaše slike, bi rekel, trodimenzionalne. Tako je, ja. S ptičje perspektive se tudi vidijo, naprimer, te majhne živalce. In naprimer, jaz sem videl kačjega pastirja, metulja in cvetje. In to sem probal s vitražno tehniko še dodati tem slikam. No, v 2 dneh se je v tej knjigi vtisov nabralo zares veliko pohval. Ste jih morda preštel, Marjan? Ne, nisem, jih je preveč. Jih je preveč? Zaenkrat tudi časa ni bilo, ampak se bom pa poglobil vsega posebej, da bom videl, kaj znajo ljudje povedati. So kakšne kritične ocene noter? Ni ene. Ni ene? Ja. Same pohvale? Same pohvale. No, poglejva, recimo, tlele pravi, zelo sem vesela, da smo te dobili v našo sredino rokodelcev. Hvala, ker si porabil, kar si porabil, se je razstava
zares enkratna, izvrstna in upamo, da jo boste drugo leto ponovili. 2-krat odlično, 100-krat odlično. Razstava nam je bila zelo všeč, tako naprej. Ja, in tako naprej, zelo lepo, res pohvale vredno, čudovito, brez besed lepo. Ful je lepo, no, tudi mlajši so prišli zraven, zgleda. Kako gledate, Marjan, na to, da imamo ful, cool izraze v slovenščini? Je to kaj nenavadno za vas ali ni? Ne, ker imam doma hčerko, ki uporablja iste izraze, tako da ni. Ja, jaz včasih tudi doma pravim, da imam mi v slovenščini lepe izraze. Kako lepo, zelo lepo, najboljše in tako naprej, a ne? Ti pa sam pravijo cool, ful, the best. Čestitke in pohvale, čudovito. No, že v pogovoru prej sem rekel, da tudi sam ne pomnim, da bi neka razstava v 2 dneh imela toliko obiskovalcev in tudi nenazadnje toliko pohval in vtisov, ki so pravzaprav same zahvale za to, da je bila ta razstava predstavljena obiskovalcem oziroma ljudem v športni dvorani v Cerkljah. No, moram reči, da je bil tudi župan, ko sva govorila, po tem, ko je bila razstava odprta, tudi sam zelo presenečen nad temi primerki, ki so bili razstavljeni na temo adventa v steklu. In nekako ponosen na to, da je pravzaprav to delo avtorja, ki je iz občine Cerklje, blizu njega doma. Ja, ta knjiga vtisov naj bo, sva rekla že prej, spodbuda Za nadaljnje delo. Za nadaljnje delo in pisali jo bomo ob naslednji razstavi naprej. Tako je, naslednja razstava bo pa verjeten isto tema v steklu z dodatki, malo širše razsežnosti, tako da bo več eksponatov. Kakšna reč se bo še zraven dogajala, mogoče bom izdeloval na sami razstavi izdelke, mogoče se bom probal dogovoriti, da bom steklene izdelke tam izdeloval, tako da bo bolj popestril program, razstavo, v širšem smislu, da bi to še boljši izvedel, kot je bilo v letošnjem letu. Hvala lepa. Prosim.